In spet sva pred enakim izzivom kot vsako leto. Vsaj enkrat in nama pol ljubitelji Appla zamerijo takele epizode. In sicer, kaj je v najnovejšem iPhonu dejansko novega, razen tega, da tokrat ne bojo ga takoj napadli YouTuji, kot so prejšnjo izdajo. Ja, in kot so Lenartova majica. V bistvu zmer, ko pride nov iPhone, sta dva pogleda na to, kaj je novega, sploh pri teh verzijah, ki imajo na koncu S, se pravi tisto, ki izgledajo na zunaj enako kot prejšnja različica, kot prejšnji let. Lahko rečeš, da je novega ogromen, ali pa da ni novega nič. Kje vmes se bo postavilo to S? Ja, v bistvu po tistem, kar recimo in Apple razlaga v svojih materialih in kar se tudi v praksi vidi, so 3 glavne spremembe, pa še nekaj manjših. Zdaj, od 3 glavnih, prva je hitrost, tukaj je precej pohitren procesor noter, tudi prvič v iPhonu 2 GB delovnega pomnilnika, se pravi RAM-a. Tega še ni bilo. In vse skupaj to dejansko se kar pozna, aplikacije dalj časa ostanejo, ko preklapaš med njimi, dalj časa ostanejo noter v RAM-u, več zavihkov recimo v Safariju ostane tako odprtih, da jih ni treba smeri sproti v brskalniku na nov nalagati pa tako naprej in igre delajo dobro, pa tako pač res ni nobenega zatikanja, nobenih problemov, kar se tega tiče, to je določen napredek zdaj za tiste, ki to znajo izkoristiti, če uporabljaš običajne aplikacije. Pol verjetno boš že z lansko 6 čisto zadovoljen. Tudi 5S po novi nadgradnji lepo dela preverjeno. Druga zadeva je tale tukaj, ki še zmeraj ven štrli, fotoaparat je zdaj na otipalo. Prvič po ne vem koliko letih so spremenili število točk na tem tipalu, zdaj jih je 12 milijonov, pa jih je bilo 8. Od 4S verjetno. Ali pa že od 4, ne vem. Tam nekje. Ja, pač že kar nekaj let. Je bilo prej 8, zdaj je 12, kar pomeni dvoje. Majhen več detajlov je v fotografijah, ki sicer izgledajo zelo podoben. Mogoče barve so malo drugačne, lahko da celo pravilnejše, ampak drugače se prav vidi, da je procesiranje fotografij zelo enako, kot je bilo. Spremenili so tipalo, algoritmov svojih pa niso šli zelo spreminjati. Fotografija izgleda tako, kot da si jo posnel z iPhonom, isto kot prej. Manj tak Applovski videz. Zdaj, če greš pa gledat noter, je več detajlov. In druga stvar je pa to, da zdaj to tipalo omogoča snemanje videa v 4K, ker prej je bilo samo 8 milijonov točk in to je bilo premalo, ni mogel srednjega dela ponuditi, ker potem je bilo točk premalo za 4K, zdaj jih je dosti, tako da zdaj 4K deluje in zelo dobro, zelo lepa slika. Tudi, čeprav tale manjši nima optičnega umirjevalnika slike, večji plus ga ima, tudi umirjene po mojih izkušnjah dela zelo redo, tako da tukaj je nekaj napredka, spet pa kdo ga bo opazil. Zdaj, če gledaš fotke samo tako na full screenu, celo zaslonsko, ali pa če nimaš polnega monitorja ali pa TV-ja, da bi ta 4K dejansko lahko pogledal v pravi razločljivosti, pol niti ne boš nujen opazil napredka v fotoaparatu. Tretja stvar je pa 3D Touch, to je pa ta zaslon, ki zdaj zazna tudi moč pritiska. To, kar sva že prejšnjič povedala, da je Huawei tudi že predstavil in zdaj Apple v iPhonu. Zdaj najprej sledi malo razlage, kako ta stvar deluje, pol pa še moj komentar. Bistvo 3D Toucha je v tem, da prinaša 2 dodatna nivoja zaznave pritiska. Ker če samo recimo položim prst na zaslon in ga tam držim, se prikaže tista znana opcija, da premikam ikone po zaslonu ali pa da odstranim aplikacijo. Zdaj, če pa dejansko konkretneje pritisnem na zaslon, se pa pokažejo možnosti pri tistih aplikacijah, ki to podpirajo. Zaenkrat so to Applove, pa še par drugih, ampak ne vse. In tam, kjer je to omogočeno, se da določene stvari hitreje priti, recimo priti v zadnje podcaste, napisati novo sporočilo. Tam, kjer pa tega ni, pa telefon nekako 3-krat zavibrira in s tem pove, da te možnosti ni. To je en nivo tega pritiska dodatnega.
Recimo to so potem uporabili tudi v aplikacijah, kot je recimo za e-pošto ali pa v brskalniku, kjer če držiš na določeno sporočilo, se ti že pokaže predogled, potem lahko greš s prstom gor in imaš možnosti, da odgovoriš nanj, levo, desno označiš kot neprebranega, prebranega ali ga zbrišeš, če pa potem še bolj pritisneš, pa skočiš v to sporočilo. Če pa pač spustiš, greš pa nazaj v ta meni, kjer si bil. Enako je tudi recimo v brskalniku, se ti pokaže že predogled tiste povezave, kamor si hotel iti in potem že takoj vidiš, ali se splača iti tja naprej noter ali pa pač ne. Dodatno je ta 3D Touch tudi uporaben za to, da nadomesti to tipko pod zaslonom. Za premikanje med odprtimi aplikacijami samo držiš na levi strani in se ti pač pokaže ta seznam zadnjih vseh odprtih aplikacij in greš lepo v eno od njih, kot da ni treba tega dvakratnega pritiska več uporabljati. Recimo v aplikaciji za fotografije pa s tem držanjem na fotografijo sprožiš to živo fotografijo, če si jo seveda posnel na tak način. Se pravi, iz tega, kar sem pokazal, kaj je na voljo pri tem 3D Touchu, bi jaz rekel, da je par stvari je kar uporabnih. No, pač te bližnjice iz domačega zaslona, kako na hitro recimo odpreti, nekomu poslati sporočilo ali pa recimo, ne vem, imel sem primer, ko sem poslušal podcast, pa sem potem skočil v YouTube, pogledal video in sem potem tukaj pritisnil na to ikono za podcaste in pač na hitro spet izbral tisti podcast, ki sem ga prej poslušal in ki je začel predvajati naprej, pa tako da take stvari so uporabne. Precej se lahko res znebiš tega dvoklika na tipko pod zaslonom, pač pritisneš na levo stran zaslona in se ti odprejo zadnje aplikacije, tako da se premikaš med njimi. Jaz mislim, da je to mogoče prvi korak Apple, ki oni zmeraj delajo določene stvari vnaprej, da nekaj dajo noter, kar se bo potem šele čez leto ali pa dve izkazali, zakaj so dali noter, kot so recimo v 5S dali 64-bitni procesor, pa ta čitalec prstnih odtisov, ko so potem v 6-ki dodali Apple Pay, za kar rabiš zaradi šifriranja 64 bitov, pa rabiš ta prsten odtis, in se je potem to izkazalo, da je bilo to pač ena od glavnih stvari. Ogrevanje trga. In mislim, da tudi tukaj zdaj so dali to noter, bodo navadili razvijalce, bodo še sami kaj razvili, da bo to v enem letu recimo nekako zaživelo, potem pa mogoče v 7-ki ali pa v 7S se bodo pa znebili tudi tipke pod zaslonom in bo še se delo samo še na ta Ja, da bo verjetno pritisk. tudi že biometrika tako še majhen bolj napredna, da bojo verjetno tako kompletno na zaslonu naredili tak, to je prstni odtis in pritiska Recimo, in ja, še česa. ja. Pol je pa še nekaj drugih manjših razlik v primerjavi s šestico. Ena je to, da imajo zdaj so uporabili drugačno verzijo, drugačen aluminij, ki naj bi bil trši, kar pomeni, da se tega telefona ne da več zvijati. Oziroma, da zdaj mediji vsaj nekaj časa verjetno niste opazili še nobenega teksta, bloga ali podobnega in grožnje pred zvitimi iPhoni. Ja. In tudi dejansko v roki je drugačen občutek. Eno je že to, da je pač tudi telefon težji, kar je ne zaradi aluminija, ampak zaradi tega 3D Toucha, ker je dodatna plast noter v zaslonu, pa še ta vibracijski motorček, da tisto, ko ti recimo da to nazaj, ali pa ne vem, pač vse te vibracije je Haptični feedback. Ja, je drugačen in je vse skupaj malo težje in to se pozna. Pa tudi nasploh imam občutek, da tukaj telefon deluje bolj tako trdno, čvrsto, da ni tistega občutka, da zdaj, če se bom pa usedel nanj, se bo pa tako zvil ali pa nekaj podobnega. Samo se tudi ni, ampak. Ja, no, sej, ni se tako, ampak čeprav sem pa že videl kakšnega, ki ima pa recimo noter udrtino ali pa luknjo ali pa kaj takega, to mogoče tukaj malo težje doseči. Pol ena stvar je, ki je malo spremenjena, je baterija, ki ima zdaj nazivno celo manjšo kapaciteto kot prejšnja, ampak se mi pa zdi, da zdrži vsaj enako dobro ali pa celo boljše, no. So očitno naredili še malo optimizacije in v čipu in programski opremi, tako da poraba je kar v redu, no, se da tudi
ne bom rekel glih 2 dni, oziroma če malo uporabljaš, prideš 2 dni tudi brez problema. Če pa veliko uporabljaš, pa en dan brez problema zdrži, pa lahko tudi mogoče še kaj več. Verjetno ta večji plus bi si pa predstavljam z večjo baterijo, da pa tudi kaj dal, ja. Tako da to so, mislim, da tiste glavne razlike, pač zaslon in vse ostalo tako. Kar se tiče prikaza, pa to je pa Zelo zelo podoben zvok tudi, ta zvočnik pa tako naprej. Tako da iz uporabniškega stališča smo spet. Sploh ne bomo se spuščali v to, a je vredno toliko denarja dati za mobilni telefon, zaradi tega, ker pač tisti, ki ga že ima, ve, da bo imel tudi naslednjega, tisti, ki si ga želi, ve, da mora to plačati. Apple ostaja na tej logiki, kar pomeni, kdorkoli ga bo hotel imeti, pač mogel. Ja, ena stvar, ki se tudi ni spremenila, je to, da je osnovna še zmeraj 16 giga, kar je absolutno premalo za tisto, kar nalagaš gor, glasbo, videe, vse. Zdaj pa, če pa upoštevaš še 4K video, pa te žive fotografije, pa 12 megapikslov namesto 8, pa tako naprej je to. Ampak vseeno lepo kaže, da Apple tako čist zares še ne misli, da ima kakšno tako hudo konkurenco, da bi mogel že osnovni model dvigniti. Ne, nima, pač oni vejo, da lahko to prodajo in da lahko dajo 100 evrov pribitka za tiste, ki hočejo 110, za tiste, ki hočejo pač več prostora, 64 giga in temu se ne bojo odrekli, ker bi bilo prezvedeti vse. Pač s tem grejo naprej. Po tudi pogovorih z neki lastniki šestke smo nekako prišli, ki med vas so še na 5S-ov, da so spet na tukaj tako klasično priporočilo najbrž, in sicer glede na to, da Apple praktično nikoli ne dobite, ne vem, nič ne padejo cene, nikoli ne bo ceneje ali pa karkoli. Če imate karkoli manj kot šestko, je verjetno to smiselno iti takoj na S, mislim, nima smisla. Ne, šestka brez veze zdaj kupiti novo. Če jo imate, lahko še počakate na 7. Ampak če imaš pa karkoli starejšega, sploh ker to pač 5S, recimo, tukaj si vidi, razlika v velikosti je tukaj kar občutna, no? Ker pač 5S je za današnje razmere že res malo majhen, tale pa za moj okus ravno prava velikost zaslona. Mogoče, če bi bil majhen večji, tudi ne bi pritoževal, ampak s tem se že da res vse delati, video je dosti velik, tipkovnica je dosti velika. Tipkovnica se pozna, recimo pri 5S je veliko manj tipkov. Zanimivo je tole, no, tale Sonyjev Z5 Compact. Minimalna razlika v tako nazivno, koliko je velik zaslon. V praksi pa ogromna. V praksi pa tale deluje tak majhen, ja, kako da je vse skupaj malo stlačeno noter, tipkovnica majhna, tudi vse vsebine niso glih tako, kot da ne bi bil Android prilagojen tem manjšim zaslonom. Pač tam na Androidu očitno res, če ni vsaj 5 palcev, je natlačen. Ga rajš ne bi kupoval. No. Tukaj pri iPhonu tega problema ni. Tako da, kot sva rekla, iz vsega starejšega od šestke absolutno se splača, je veliko pridobitev. Pa tudi od šestke do 6S je v bistvu kar dosti razlike, ampak ne vem pa, če je smiselno. Je tako, za hardcore ljubitelje to verjetno ste že naredili, no? Ja. Ampak nujno pa ni, ja.